Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in dobrodošli v tretji oddaji Osebnost meseca za osebnost leta 2025 televizije Vaš kanal. Za nami je tretjina leta in zdaj je čas, da spoznamo osebnost meseca marca. To je človek, ki je iz Trbovelj prišel v Krško, ki je že več kot 60 leti zapisan rokometu. Oskar Kovač, dober večer in dobrodošli v studiu naše televizije. Hvala. Preden vas bolje spoznamo, si bomo pogledali prispevek, ki je nastal po nedavni podelitvi priznanj v mestni občini Krško. Na prireditvi so se zahvalili za dolgoletno delo na področju športne vzgoje otrok Slavici Tomažin in Antoniji Zakšek. Priznanje za življenjsko delo na področju športa v mestni občini Krško pa je prejel starosta krškega in slovenskega rokometa Oskar Kovač. Moram reči, da sem presenečen. Jaz teh nagrad imam več, z naslova kluba, z naslova Rokometne zveze, ker sem častni član Rokometne zveze Slovenije. Ta nagrada me pa presenetila, pa nisem pričakoval. Se pa zahvaljujem, ker jaz nisem tip, ki obožujem nagrade, jaz sem tip, ki rad delam z otroki. To je največji užitek, ni nagrada tista. Sicer pa je Oki rokometu zapisan že več kot 60 leti. Jaz sem začel trenirati kot pionirček pri Trbovskem Rudarju in sem bil do 17. leta. Pol je pa članska ekipa izpadla z prve jugoslovanske lige, sem šel pa trenirati v Zagorje in igral za Zagorje. Kasneje pa v Šmartno. Pa se pa cela moja familija preselila v Krško, pa sem jaz prevzel 70. leta Leskovec, pol kasneje 73. leta pa Krško. Predsednik Športne zveze Krško pa poudarja visoke številke vadečih, predvsem med osnovnošolci. Številke presegajo 200 in 250 vadečih na letnik rojstva, vedoč, da je v Krškem na generacijo rojenih okoli 300 otrok, katerih število seveda niha, je to naravnost impozantna številka. Število športnikov proti koncu osnovne šole pomembno pade, drastično pa se s prehodom v srednjo šolo in kasneje še na fakultete. Mestna občina Krško, potem ko je pred leti pridobila mednarodni naziv mesto športa, ostaja zavezana razvoju športa. Tudi letos nadaljujemo s sofinanciranjem programov za otroke in mladino, športnikov invalidov, športnih društev in organizacij, ter se skrbijo za športno infrastrukturo, ki omogoča kakovostne pogoje za treninge in tekmovanja. Skozi športne objekte naših javnih zavodov, zlasti osnovnih šol, omogočamo dostopnost rekreativnih aktivnosti. V tem času sicer začenjajo z izgradnjo 2 objektov za množično rekreativno uporabo, novega bazena in parka urbanih športov. Torej, priznanje za življenjsko delo na področju razvoja rokometa v Posavju je priznanje, ki ste ga prejeli. Nekaj dni ga že imate doma. Kaj vam pomeni to priznanje? Kakšni so občutki danes? Dejansko sem bil presenečen, ko sem me poklical, da bom dobil priznanje, ker ga realno nisem pričakoval, ker meni osebno do priznanja ni nekaj veliko. Meni je veliko več vredno delo z mladino in jih vzgajati v športu in tudi kje druge, v drugačnem smislu. Je sicer to priznanje veliko vredno, zame, za naš klub. Moram pa priznati, da so mi večina bivših mojih igralcev vsi čestitali. Iz Krškega iz Trbovelj ste prišli v Krško. Kako vas je pot zanesla iz Zasavja v Posavje? Nič me ni pot zanesla, ampak moj oče je bil iz Krške občine doma, ampak je bil zaposlen v Trbovljih, spoznal mojo mamo. Pa smo se pa, testa hišo delala, pa smo se preselili dol v Leskovec pri Krškem smo se preselili. Tako me je ta pot zanesla, še prej pa preden sem prišel sem dol, sem bil pa še trener in igralec Zagorja, Šmartnega pri Litiji in potem sem prišel v Krško. Ste v bistvu rokomet prinesli s seboj? Ne, so bili rokometni klubi. Včasih je bilo v Posavju ogromno rokometnih klubov. Primer, samo Brezce je imelo 5 klubov.
danes ima 1,5. Ne. Krško je imelo 3 klube, danes ima 1 in tako naprej. Na tem področju je zelo padlo. Moram pa reči, da so klubi delali v Krškem zelo pozitivno, ker je profesor Iskra vadil člansko ekipo, ampak mlajših kategorij pa ni bilo. In tle sem se jaz potem pojavil, pa začel z otroke delati osnovnošolskimi otroki. Pa če sva že omenila osnovnošolske otroke, s seboj ste prinesli eno zanimivo fotografijo. O njej lahko poveste uspešno zgodbo. Ja, to je kadetska mladinska ekipa. V mladinskem pogonu je bila v vrhu Slovenije, v kadetskem prav tako. In zgodilo se je v Krškem, da je klub, članska ekipa, ki so pripeljali ogromno tujcev, propadel, ker je denarja zmanjkalo in so silom prilika te elefante začeli igrati za člane. Kot kadeti že, to je velika starostna razlika bila. Ampak so v 2 letih nazaj prišli v prvo slovensko ligo. In tle med to ekipo je ogromno bivših reprezentantov kadetskih, mladinskih, pa še druga stvar, gostovali smo po Nemčiji, smo 2-krat osvojili turnirje v Nemčiji, smo zmagali v Franciji na turnirju in tako naprej. Ponosni ste tudi na to, da iz vaših krajev, iz vaših koncev prihaja kar precej slovenskih reprezentantov, ne? Tako je. 8 jih je, od tega je 6 mojih, 2 sta pa od mojega sina, ki jih je on treniral. No, zdaj pa še eden na novo, tudi od sina, bil na širšem izboru, zdaj, ko je članska ekipa, moška rokometna reprezentanca igrala tekmo. Tako da jih je skupno 9 iz Krškega. Bivših in sedanjih, ne. Pa zakaj je delo z mladimi tisto ključno za to, da bo kolektivni šport preživel prihodnje? Kolektivni šport, marsikateri bo preživel, marsikdo pa ne. Jaz spremljam kompleten šport v Sloveniji. Moram reči, da je ogromno otrok, ki igra nogomet. In tle je stvar v tem, da starši želijo, da ti otroci uspejo. Ni jim tako pomembno izobraževanje otrok, ampak da bo imel jutri denar, ki bo igral, ker sanjajo, poslušam te starše in otroke, da bo igral za Barcelono, Liverpool, kaj svem, za Real Madrid, in zato so oni bolj atraktivni. Drugi športih, v Krškem jih je pa ogromno, smo pa bolj na strani, kar se otrok tiče. In če ti nič sam ne narediš, ne greš v šolo, ne greš hronatlo, ne greš kočitlo telovadbe, otrok ne boš imel. Vi ste pri tem zelo uspešni, imate otroke. Ja, jaz dejansko uživam v delu z otroki, ne. In sem ponosen na te otroke, ki so danes stari 50-40 let. Zakaj? Ko je Jugoslavija propadla 91. leta, so vsi imeli zaposlitev, te fantje. Večina teh fantov je visoko izobraženih. Enega imate tudi v Novem mestu, ko je direktor v bolnici. Se pravi, da je, in to je tisto, večina je visoko izobraženih, noben pa ni brezposlen. Delate z najmlajšimi. Zakaj vam je to ljubše kot recimo delo s starejšimi kategorijami? Veste, kako je to? To je problem. Jaz sem delal s člani, vse posodže. V Dobovi sem bil trener članske ekipe in tako naprej. Ampak z njimi ni lušen delati. Njih bolj zanima nekaj drugega, ne. Denarnica polna, ne. Otrok pa noben ne reče, ti idej imeti denar, ne. Ampak so pripravljeni delati, večina so zelo pozitivni, kar je najbolj pomembno. Se zgodi, da je kak problematični, ampak ti ga skušam rešiti na svoj način. Pogovor z njim in tako naprej. To je najbolj bistveno. In je prav prijetno je delati z otroki, čeprav je proces te vadbe daljši, ker so tudi na treningu odsotni, razmišljajo kaj svem kaj. Jaz imam vnuka, ki me pri kosilu sprašuje o rokometu. Ko se matematiko nalogo piše, razmišlja o rokometu. To je to, niso čisto koncentrirani na to delo. Drugače pa enkratno. Ampak kako jih pa potem takem zmotivirate? Kako jih pritegnete v ta svet gibanja, športa, zdravega načina razmišljanja življenja?
Tudi to se sami pritegnejo, ne jaz. Jaz jih prvo kot prvo, meni noben ne kliče, ne vem kaj, trener pa tako stvari, meni vsi kličejo Oki. Ne? Jaz jim povem, ko imam prvi, se z njim dobim, jaz sem Oki, tako me lahko kličete, vsi me tikajo. To mi je, mislim, tisti pristen odnos med otrokom pa med mano. In dejstvo pa je, da se pritegnejo pa sami, ker vidijo, da ni problemov, da se dela, da se nič ne kriči na njih in tako naprej. Najbolj bistvena stvar pri tem pa je rezultat tekme. Mi imamo s temi otroki ligo, turnirski sistem, ampak me sprašuje, koliko smo pa igrali, ker pri teh mladih se še napiše, da je nekdo zmagal, ne, na semaforju, ampak je vedno nič. Ne? In otroci ne vejo, kdo je zmagal, kdo ni zmagal. In tudi nas tudi na končni fazi pri tem letniku, ko ga imam jaz, to je 5. razred danes, me tudi mene ne zanima, kako se igra. Ampak otroci pridejo k meni, ok, kdo pa je zmagal? Smo zmagali. Ne? To je tisto bistvo, ki se sami trudijo otroci, da bojo kaj naredili. Ne? Pa še ena druga stvar je, pri meni vsi otroci, ki trenirajo, igrajo. Vsak ima svojo minutažo. Če ne bo minutažo imel, bo nehal trenirati. Ne? Jaz imam izkušnje na tem področju. Ne? In sem pred parimi meseci srečal, ko hodim en lokal na kavo, pa časopis prebrati, pride en in rekel, ok, živijo, bo Šempir spil, sem rekel, ne. Rekel, da je vse se zraven. Rekel, se spomniš, ko sem gol dal? 50 let je star. Se spomniš, ko sem gol dal? Sem rekel, se spomnim. S penala si ga dal. Ja, kako pa veš? To je zdaj 35 let od tega, pa jaz to vem. Zato, ko je bil slab, nekaj imel težave, pa smo penale dal streljati. In je pol dal gol in pol je tudi nehal trenirati. Lahko rečemo, da je dosegel tisto, kar je želel. Ja, kar je želel, očitno je bilo tako. Ne? In je bil ves navdušen, ti se spomniš, ko sem gol dal. Na meni je bilo to nekaj neverjetnega. Ne? To je, in z njimi moraš vedeti, z njimi se moraš na njihov nivo se moraš spuščati, ne na moj nivo oni na moj nivo ne morajo. Ne? Kako je pa pri tem pomembna vloga staršev ali pa starejših bratov, sester? Glejte, ko imate otroka, te mora ta otrok zanimati. Ga moraš dati v neko aktivnost, moraš ga spremljati. Ne moš pa, ko poznam primere, da mu je dal zvečer 20 evrov, pa ga starš, ga več ne zanima otrok, kaj dela. Starš pa kaj drugega dela. Ne. Tle pa so starši pri meni, so vsakem čas jih vozijo na trening, ne. Od Senovega gor do Cerkelj, celo to je iz Brežiške občine, ne. Tam, ko je letališče, jih starši vozijo vsak dan na trening. Se pravi, starši se žrtvujejo za te otroke, jim nudijo neke pogoje dela. V klubu plačajo članarino, pri nas je zelo mala članarina, mislim, da je 30 evrov. To ni dejansko napram nogometu, ki je 70 evrov noben denar. Ne? In to je to, kar starši naredijo. Pa tisto, da pele otroka na tekmo po celi Sloveniji. Ne? To je najbolj važna stvar. Ne? Ker klub, tudi če dobi tistih 30 evrov, nima dosti denarja, ne? Ker je treba sodnike plačati. Če jih boš sam pelil, moraš prevoz plačati. Moraš trenerja plačati, če ima dober honorar. Jaz ga nimam, ne? Dober honorar. In tako naprej. To je to. Torej je dejansko pomembno, da pri teh najmlajših ne samo klub naredi svoj del, ne samo trener naredi svoj del, ampak pomembno vlogo odigrajo tudi starši. Ja, gledajte, ti moraš starša znati pridobiti. Jaz pa mislim, da ga znam. To mi je uspel, kako mi je to uspel, nisem vedel, da znam. Ne? Ko smo to generacijo letnik 2000, ko je bilo en kup reprezentantov Slovenije, takrat 6 je bilo, sem delal sestank vsake 2 meseca starši. In jaz sem kupil nekaj piva, nekaj sokov in tako naprej in smo sedeli v eni sobi kluba in smo se pogovarjali, kaj bomo delali naprej. Ne? In jaz sem imel vsako leto 2-krat turnir in piknik za otroke in starše. In sicer je bilo tako, vse je bilo zelo zanimivo, starši pa otroci so igrali nogomet, kdo bo boljši, mame, ki so bile tudi prisotne, pa otroci so igrali podbojko.
Ne? To sem jaz organiziral. In to je bilo to. To je bilo tako povezano, da se ne znate predstavljati. Ne? In tudi starši so se vsi poznali, ker se prej niso poznali. Ker tu je celo občine se vozijo skupaj, pa tudi z Brežic, ne, trenutno. Ne? In tudi že smo imeli sestanek z njimi, zdaj gremo, 3. julija gremo na Eurofest v Koper, peljemo kompletno, vseh 20 otrok gre, bomo imeli tudi na 2 sestanka še prej starši, da uredimo stvari, da ne bi bilo kaj dol narobe. Ker jaz sem že tudi slabe stvari na tem področju doživel. Ne? Več kot 60 letji ste povezani z rokometom. Prej ste omenili kot igralec, kot trener. Spremljate razvoj rokometa ne samo v vašem kraju, v vaši občini širše, omenili ste že ta upad števila klubov. Kako se vam nasplošno zdi stanje rokometa v Sloveniji, v svetu? Jaz mislim, tisti klubi, ki delujejo, da relativno dobro delajo. Ne? Je pa en veliki problem pri mlajših kategorijah, ne pri članih, ker mene moti pri članih to, zdaj sem gledal finale pokala, ne? 2 dni je to trajalo, ko pogledaš, kdo je trener, nobenega Slovenca. Od Portugalca, Španca, Bosanca, ne žalim nobenega, ampak te otroke, ki igrajo za te ekipe, smo mi naredili. Mislim, so trenerji mlajših ekip naredili. Sicer pa že tako in tako je, skoraj ne Slovencev ne igra več v teh ekipih, ker je naš ekipo, ki je v vrhu slovenskega rokometa, pa nima nekega dobrega pogona otrok od zadaj, ker se premalo dela. Druga stvar je, te trenerji članski so izjemno dobro plačani. Izjemno dobro plačani. Trenerji pionirjev pa ne. Dobi 100 evrov, 150 evrov. Ampak gledajte, jaz vedno trdim, in tu, ko sem bil še član predsedstva Rokometne zveze, sem rekel, mi, ki delamo z otroki, mi delamo igralca za člane. Njemu, članskem trenerju, ni treba igralca učiti žogo loviti, voditi žogo. Tu ga trener pionirčko nauči. Na prvem treningu to dela z njim. Pri meni že trenirajo na leto, še vedno se učijo voditi žogo, pa lovljenje žoge, ker morajo to znati. Tu je ena stvar. Druga stvar pa je, da je za moje pojme kadra strokovnega malo premalo za mlajše kategorije. Ne? In potem vzamejo igralca, bivšega, ni vsak za trenerja. Jaz, ko sem že dosti star, se spomnim, da so bili za časa Jugoslavije, so bili fantastični nogometaši, pa so bili pa trenerji, pa po 2 mesecih so ga nagnali. Zakaj? Zato, če si ti dober športnik, to ne pomeni, da si dober trener. Ne? To tebe nekdo drug učil, če ti kaj ostalo od tega, mogoče. Jaz sem imel pa izjemnega, v Trbovljah izjemnega trenerja, sicer Hrvata Antona Bašiča, ki je igral tudi za jugoslovansko reprezentanco v svoje čase. Požiral sem, kaj je on kazal. Vsak trening je bil drugačen. Samo gledal sem. In me to mene zanima. Zato sem jaz postal trener mlajših kategorij, da otroka naučim in ga pripeljem do članov. Ne? Samo, tako kot sem prej rekel, se pa trenerje otrok premalo ceni. Imaš tudi une, ki jih pripeljejo od juga, si da stol, ne bi imenoval koga, ker smo sicer prijatelja, na sred igrišča, sosede, pa kriči na igralce. Ti moraš pa otroku pa vse pokazati. On ne ve, kaj je roka, kaj mora biti roka, kako so strela. To je bistvo tega. Ne? Kvalitetni trenerji mlajših kategorij, kar jih po Sloveniji manjka. Ampak vi ste eden od njih, to ne nazadnje dokazuje tudi priznanje, ki ste ga prejeli. Kaj pa, če sem imel srečo? Srečo? Ja. A res? Ja, v tem času sem imel mogoče srečo. Jaz sem bil dober igrač, ampak nisem bil vrhunski, ker mi je manjkalo centimetrov, ne? Igral sem prvo jugoslovansko ligo, ko sem bil 16 let star. Ko sem bil 17 let star, je Rudar Trbovski izpadel, sem šel stran od Rudarja, sem šel za Gorje trenirati. Ne? Ali bil sem bolj rezerva, ko igralec, ker sem bil tudi premlajši. Ali v delu, se pravi, sem prej rekel, dober nogometaš nikjer ne pomeni, ali pa rokometaš nikjer ne pomeni, da je dober trener. In obratno. Ne? Ampak vi ste prejeli posebno priznanje slovenski rokometni trenerjev. Trenerska organizacija, ja. Častni član. Ne?
To je pa tisto, ko ste prej rekla, 60 let, ne? Ampak to je že zdaj na 2-3 leta nazaj, se ne vem točno. To je na Rogli sem dobil. To je dobilo 5 slovenskih trenerjev v rokometu. To si jaz štejem v večjo čas kot to, pa če mi kjer zamera ali pa ne. To je stroka mi podelila. Ne? Ker mene moti ena stvar. Mislim, če govorimo o tem, jaz sem bil zelo ponosen, ko sem to dobil. Ne? Jaz sem bil pa manj ponosen, ko sem to dobil od rokometnega kluba in od občine v končni fazi. Ker to je produkt mojega dela. Ne? To je pa, ne vem, tudi uspešnost, tako, tudi tle računamo. Ne? Rekli ste, da vas je 5 dobilo to priznanje, ki je zagotovo tisto, ki nakazuje vaše uspešno delo, prav na tem področju, ki ga sami zelo, zelo poudarjate. Torej, delo z mladimi, njihov razvoj, ne samo športa, ampak tudi v življenju. Ne? Kaj poleg te delovne discipline še želite vcepiti v te male, radovedne, razigrane najstniške glave? Glejte, nimam jim kaj vcepiti. Vse to nastane posredno. Glejte, v enem treningu, ki poteka vsak dan, te moji zdaj mali trenirajo samo 3-krat na teden. Tudi starejši dečki, pa osnovna šola, pa že trenirajo vsak dan. Oni pridobijo avtomatsko zvadbo, red, disciplino in tako naprej, poslušnost. In če računaš, da trenira vsak dan, se pravi, da na dan zgubi 3 ure. In je uspešen in na osnovni šoli, srednji šoli in na fakulteti. To je najbolj bistveno. Meni so se otroci, sem imel avto, sem jim dal avto, moj sin je bil zraven, mlajši, tako v Novem mestu živi, pa so se 4 s tem avtom vozili na trening v Krško. Zato, ko sem te fante hotel imeti, to so stele generacije. In to je to. To je to. Brez tistega, kar sami sprejemajo na treningih, ni. Ampak tega še ni pri teh malih, ki jih imam zdaj 5. razred. To so še kar ropočajo, jaz treniram, govorim unem 3 od spredi, pride ta 5. na vrsto, pojma nima, kaj sem govoril in tako naprej. Pa spet ponavljam, moraš imeti živce za to. No? Dobro, otroci so taki, se niso krivi. Jutri bojo pa na tem področju bojo pa dosti boljši. Ne? Z vajo in s treningom. Tako je. Vi ste že nekaj let sicer upokojeni, ampak verjetno, mislim, slišati je, da tudi za vas ima dan premalo ur in da velja tista upokojenska, nimam časa. Ja, gledajte, ko nisem treniral, neko obdobje je bilo kratko, ko nisem treniral, pa hladno je bilo, pa sem doma ležal na kavči pol ure, pa sem televizijo gledal, pa sem se naveličal, pa sem šel na računalnik 20 minut, pa sem prišel spet nazaj, pa spet televizijo gledal. Jaz sem mislil, da bom umrl. Manjkali mi je nekaj. In ko se je to lepo pošlitalo, jaz sem vsak dan peš hodil, sem v enem kratkem obdobju, ko sem peš hodil, se zelo spet začel, sem 10 kil shujšal, ampak sem uskojil. In ko sem začel trenirati, tudi tam sem hujšal, ker z njimi delam, ki jim kažem, gibam se in tako naprej. In meni to ogromno pomeni, da nisem doma med 4 stenami, da grem ven, da se ukvarjam z ljudmi, ali pa srečam prijatelja, pa se spet pogovarjam o čem. V rokometu, o čem pa drugem. To je moje življenje, bi temu rekel. Je pa resnica ena druga, ki pa nisem nikjer še povedal. Jaz preden sem začel igrati rokomet, sem 1 leto igral nogomet v Trbovskem Rudarju. Takrat Trbovski Rudar igral druga zvezna liga in smo šli cel razred. Smo se zmenili, smo šli k nogometu. Pa nam ni bilo všeč, pa smo šli vsi spet k rokometu in tam smo večino ostali. Tako da sem probal eno in drugo. Podpora družine, podpora žene v vsem tem času. Čigave moje? Ja, vaše seveda je verjetno nujna za vse, za vsa ta doživetja in za vse te izzive, s katerimi ste se in se še soočate. Res je. Ona mi je veliko pomagala. Če mi ona ne bi pomagala, da bi bila kakšna taka, ko jaz jih na par poznam, ko jih to ne zanima, bi jaz verjetno se ne bi športom ukvarjal. Jaz sem prinesel domov, ker klub je bil brez denarja,
jaz nisem dobil nič plačano, leta in leta. Sem prinesel adreso domov, pa jih je ona prala. Od 6 ekip vsak teden je ona prala. Popoldne sem imel po 2 treninga na dan. Šel sem ob 3 od doma, sem prišel ob 8 večer domov. Pa 2 otroka smo imela. Vse je ona skrbela. Stanovala smo v 5. nadstropju, oba otroka je nosila, pa še tisto, kar je v trgovini kupila. Mene ni bilo. Ne? In moram priznati, da ko sem prišel zvečer s treninga domov, so oni 3, 2 poba, pa žena sedeli za mizo, jaz sem se čutil pa prizadetega, ker nisem zraven. To je pa resnica. Ne? In če nimaš prilike, ampak pravim, jaz imam rokomet strašno rad in ona se s tem strinjala, da se je z rokometom ukvarjala. Boljš, da pijem tam, pa pijan hodim domov. Ne? In da ni ona se s tem strinjala, bi se igral verjetno z ženo šah doma, ali pa remi, ali ko smo že igrali včasih. Zdaj, ko sta upokojena, tega ne počneta? Tudi pomislim, ne. Nimam cajta. Ja. Vete, ker jaz, ko imam trening, to ni samo trening. Jaz imam trening 1,5 ure. Pridem pol ure prej, da pripravim vse. Najmanj 1 uro sem pa na računalniku prej, zjutraj, da pripravim trening. Ker pogledam vaje, če mi je kakšna pobegla, kakšna nova vaja, ker ne moreš imeti vsak dan reči, zdaj bomo pa metali na gol. Ni to vsak dan. Pol bom jih hitro zgubil, če bom enostranski. Otroci šli, ni zanimivo. Trening mora biti pa za otroka pa zanimiv. Ne? In jaz se vsak trening pripravljam. Ko vem, da trenerji določene, ki jih poznam, zjutraj dela do 3 popoldne, ob 4 ima pa trening. Ta se nič ne pripravlja. Ta se ponavlja na treningu. Ni on kriv, ne? Ampak tako je. Jaz imam pa cajt, ker sem v penziji, hvala Bogu, ne? Da imam še dolg in da lahko še delam. Takole ob koncu pogovora eno sklepno misel, eno popotnico za naše gledalce in gledalke. Zdaj, popotnico za starše, jaz bi bolj govoril za otroke. Starši, upoštevajte to, kar smo danes se pogovarjali, dajte otroka v šport, dajte jih v glasbeno šolo, naj nekaj delajo, naj ne doma sedijo, pa čas zapravljajo. Žal vam bo, če ne boste tega naredili. Oskar Kovač, Oki. Organsko-kemična industrija. Hvala za obisk v studiu naše televizije in za ta pogovor. Prosim. In želimo vam te iskrivosti, navihanosti, energije in želje po izboljšanju v prihodnje še veliko. Se bom trudil. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za vašo pozornost. Slišali ste, če ste starši, dajte otroke v neko aktivnost, če ste pa otroci, pa izberite si eno v teh pomladnih dneh, pojdite, ujemite sončne žarke in bodite lepo.